Pogosto se zgodi, da imajo ljudje, ki zgradijo novo hišo, po vselitvi težave, saj imajo v materialih in novem pohištvu veliko sestavin, ki negativno vplivajo na počutje in zdravje. Zato smo mi poklepetali z gospodom Markom Lukićem, ki nam je razkril, kako v njihovem podjetju poskrbijo, da se ljudje v njihovih hišah dobro počutijo. Naša oddaja govori o zdravju, tudi bivanje je pri tem zelo pomembno, kaj ne, gospod Lukić? Zagotovo. Sploh v današnjem hitrem življenjskem tempu, ko smo izpostavljeni pravzaprav na vsakem koraku stresu, je prav dom neka točka, na kateri se lahko za trenutek umorimo, postojimo in seveda je fajn, da se v tem domu počutimo prijetno, saj je to del zdravja na nek način. Rabimo prostor, kjer se bomo spočili in pomembno je seveda, da ravno doma se vredno naspimo, v družinskem krogu spočijemo in smo jutri pripravljeni na nove izzive. Vaš slogan je živeti najbolje. Kaj to pomeni? Ja, to je pravzaprav naš ne samo poslovni, ampak tudi življenjski slogan. Ko smo sicer ta slogan oblikovali, smo nekako mislili predvsem, da naj bo najbolje za naše kupce, da se naši hiši najbolje počutijo. Pa vendar, da pridemo do tega, se morajo dobro počutiti tudi zaposleni, ki v našem podjetju delajo, in potem se na nek način ta zgodba zaključi. Seveda pa danes živeti najbolje pomeni tudi nekako odgovorno živeti do okolja, ga kar najmanj obremenjevati z rabo energije, z odpadki in ravno tukaj so lesene hiše, ki jih gradi Lumar, nekako z najnižjim ogljičnim odtisom in tudi najmanj obremenjuje okolje. So tudi materiali zdravju prijazni? Seveda. Pri Lumarju pristopamo pri gradnji hiš celostno. To pomeni, da mora biti hiša tako arhitekturno, kakovostno zasnovana, tako tehnološko na nek način dovršena. Zelo pomembno vlogo pa pri tem igra nabor materialov, kjer se le da se poslužujemo tako imenovanih ekoloških materialov, ki tako v fazi pridobivanja, kot potem tudi v svojem življenjskem ciklu najmanj obremenjujejo okolje. In če so to takšni materiali, potem tudi najmanj obremenjujejo prebivalce te hiše in so na nek način, lahko rečemo, zdravi. Prezračevanje tudi pomeni neko kvaliteto življenja, to vem iz lastnih izkušenj. Ja, zagotovo. Ko smo pred veliko leti začeli graditi prve hiše s sistemom prezračevanja z vračanjem toplote, so bili ljudje zelo nejeverni ali pa nezaupljivi. Predvsem jih je bilo strah, da te hiše ne bodo v redu funkcionirale, da bodo več odvisni od tega sistema prezračevanja. Potem, ko so pa v takšnih hišah zaživeli, so pa komaj videli, kako veliko dodano vrednost k dobremu počutju takšen sistem doprinese. In najbolj zanimivo je, da ko ljudje, ki imajo takšne hiše, prespijo v drugi hiši ali v drugem hotelu, na nek način komaj vidijo, da jim nekaj manjka. In takrat pravzaprav mogoče res začutijo to dodano vrednost ali pa dodatno kvaliteto, ki jo sistem prezračevanja ponuja. Pasivna hiša, ekopasivna hiša, kaj to pomeni pravzaprav? Ja, pasivna hiša je predvsem hiša, ki za svoje obratovanje porabi zelo malo energije. Naše meritve pri tistih, ki, bi rekel, zelo puristično živijo v takih hišah, kažejo, da porabijo zgolj 50 do 100 evrov na leto za ogrevanje. Ampak to je zgolj nek površinski pogled na pasivno hišo, ki je osredotočen predvsem na stroške, ki so s tem povezani. Pri pasivni hiši pa veliko bolj v ospredju pravzaprav kakovost bivanja. Zaradi zelo enakomerno izoliranega toplotnega ovoja je v hiši zelo malo temperaturnih razlik, kar pomeni majhno konvekcijo zraka v prostoru. Ljudje, ki živijo v slabše grajenih hišah, imajo vedno občutek, da je v hiši prepih, to je ravno zaradi gibanja zračnih mas. Seveda, pasivna hiša, ekološka pasivna hiša je grajena tudi iz ekoloških materialov, kot so lesna vlakna, les kot nosilna konstrukcija, celuloza kot izolacijski material in vse to doprinese v končni fazi kvaliteti bivanja, na drugi strani pa seveda k izredno nizki rabi energije in tudi nizkim obratovalnim stroškom. Kakšne vrste hiš pa lahko vse ljudje izberejo pri vas? Ja, naše hiše so zelo raznolike. To pomeni, da imamo hiše, ki so zasnovale bolj klasično, ki spadajo mogoče v nek
bolj podeželski prostor, in pa seveda do izredno dizajnersko zasnovanih hiš, ki spadajo bolj v neko urbano okolje. To je, kar se tiče oblikovanja zunanjosti. Seveda pa so potem tudi parametri, kot je energetska učinkovitost hiše. Začnemo nekje pri tako imenovanih 3 do 4 litrskih hišah. To so zelo dobre nizkoenergijske hiše, ki porabijo za ogrevanje 3 do 4 litre ekvivalenta kurilnega olja na leto. Seveda jih vse ogrevamo s toplotnimi črpalkami. In pa potem do pasivnih hiš, ki porabijo, kot rečeno, samo liter do liter in pol ekvivalenta kurilnega olja na kvadratni meter površine letno. Zgradili smo pa tudi že plus energijske hiše, ki 2-krat toliko energije, kot je za svoje delovanje v celem letu porabijo, proizvedejo z sončno elektrarno na strehi. In to je nek tisti visok standard gradnje danes, ki pa bo nekje v prihodnosti postal pravzaprav tisti pravi standard. Saj si ne moremo predstavljati, da bi lahko v nedogled trošili veliko več energije, kot je pa lahko na nek način proizvedemo. In energija sonce je energija, ki nam je vsak dan na razpolago, pravzaprav vsak dan, in negospodarno in neodgovorno bi bilo, če je ne bi izkoristili. Tudi pri onesnaževanju okolja je to pomemben podatek. Izredno pomemben podatek, in naša civilizacija kot taka se bo seveda v nekem trenutku zagotovo morala vprašati in pa narediti nek obračun z tem, ne kako vedno več energije proizvesti, ampak kako lahko v prvi vrsti nekaj energije prihranimo. In v stavbah porabimo približno 50% vse energije, ki je sploh porabimo, recimo tukaj v zahodni Evropi. In tukaj vidimo, kako velik potencial za prihranek ima ravno kakovostna gradnja na eni strani kot prihranek energije, na drugi strani pa kot varčevanje v življenjskem ciklu z obratovalnimi stroški. Gospod Lukić, dobili ste ogromno priznanj, nagrad, na katero pa ste najbolj ponosni? Ja, to je vedno najtežje vprašanje. To je približno tako, kot bi en moj prijatelj rekel, če ga vprašate, katerega otroka ima najraje, ne? Teh nagrad je bilo res veliko, tako v Sloveniji kot v tujini. Bile so, je certifikat pasivne hiše, so razne arhitekturne nagrade za kakovostno oblikovanje objektov, nagrade za tehnološko dovršenost, ki smo jo dobili lani. Ampak največja nagrada prav za naše podjetje in v njem zaposlene je pa zadovoljen kupec. In tiste formalne nagrade so nekako že pomembne, ampak ko dobimo od kakšnega kupca na koncu zahvalno pismo, kjer nam na nek način pove, da je vesel, da se je odločil za naše podjetje, da je gradil z nami, je pravzaprav to največja nagrada in najbolj pristna. In teh nagrad smo najbolj veseli. Jutri vam napišem to pismo. Hvala lepa, gospod Lukić. Hvala lepa. Upam, da ste dobili kar veliko koristnih informacij tudi v današnji oddaji. Naj bo čim več sonca v letošnji pomladi. Lepo se imejte in se vidimo spet naslednji mesec.